približno 15.000 migrantov. Kot poroča Tanjug, da je slovenski predsednik Borut Pahor opozoril, da Slovenija ne sme postati žep, v katerem bi se ob zaprtju avstrijske in nemške meje zbirali begunci ali migranti, kar Slovenija pač tega ne zmore. Če pogledamo še nemške tiskovne agencije, DPA poroča, da so v Štirijah v Avstriji našteli rekordno število nastanjenih, nekaj manj kot 5.000 avtobusi, ki so začeli voziti po Avstriji in da je najbolj obremenjeno območje Rigon za prestopanje. Hina nadaljuje, da je po podatkih novomeške policije prestopilo samo v nedeljo zjutraj, torej 4400, to so vsi podatki, ki jih mi že poznamo. In celo Hina navaja obisk ministrice za zdravje Milojke Kolar-Celarc, da se je prepričala, da so zdravstvene razmere v naših sprejemnih centrih pod nadzorom. Potem je tukaj nekaj njenih navedb, kjer izpostavlja izčrpanje z lokacije in bližo, da pa prebivalci na področju migracijskih poti niso zdravstveni in tveganja sestavljajo družino. Tako poroča Hina, če pogledamo še ostale naše Srbiji, zadnji podatek, da Srbija ne bo prebila zidov, da so porovali populizo krizo, tako zagotavlja srpsko preverjeno Aleksandar Vučić, dalje, da je to stališče, ki se ne bo spremenilo in izrazilo upanje, da je moč najti skupno rešitev na Balkanu. Način seveda v Berlinu, zadnji podatek, da naj bi Jean-Claude Juncker v Bruslu govoril tudi o migrantski krizi in nemški Bild je pozval vse politike, da se naj neha in naj končajo s politiko prostega prepuščanja migrantov čez meje, ter zagotovijo urejene postopke in razmere. Juncker se zavzema, da ne smemo groziti Schengena in tam je jasno, da mora Evropska unija skrbeti in bolje zaščititi svoje zunanje meje. Potem, ko z Vladom čakava na nov val migrantov, se bova verjetno prestavila nazaj na hrvaško stran in skušala pospremiti družino z kamero nekaj kilometrov zadnje poti do Slovenije. Preverila bova stanje, seveda pa s sklopom in preklapljanjem storočega omrežja pač upravičujeva že vse vnaprej, a ne Vlado. Dobovi se vije kilometrska kolona, Vlado, ne konca, ne kraja. Ne, očitno ta skupina gre peš v Brežice, v bistvu. Mislim, predvidevam, glede na traso, ni pa to nujno, v bistvu. Možno je, da se bodo ob Savi peš odpravili proti Brežicam, s tem seveda dobijo nekaj časa v tej logistiki, ker kot vemo so begunski centri oziroma ti zbirni centri v Brežicah, v Dobovi. Oba centra sta vsaj še po nekaterih podatkih, ne vem, kako je zdaj v tem trenutku. Zjutraj je bilo v Brežicah okrog 5000 ljudi, na enem 3000 ali
tem dolgim maršom dobijo tudi nekaj na času. Zato ne moramo reči, ali bo ta skupina pešo šla v Brežice ali bo ostala tudi, ali bo šla v bližnjo vas Dobovce in bo tam pač v enem od zbirnih centrov počakala na vlak oziroma avtobus.